Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o ženskih hormonih oziroma o moških hormonih v ženskem telesu. No, glejte, in takrat, ko nastane hormonska zmeda, takrat dejansko vse gre narobe, odnosi grejo narobe, telo gre narobe, vse gre narobe. Zato bomo danes majčkeno pogledali naše ženske hormone in predvsem, kaj se potem zgodi, ko pridemo pač v predmenopavzno obdobje, pa če takrat, če nisi do zdaj še nič naredila, je pa potem skrajni čas, ker enostavno telo noče več sodelovati. Glejte, to iz knjige, ko imajo moški hormoni žur, v bistvu pravilen naslov bi bil, ko imajo moški hormoni žur v ženskem telesu. In, glejte, ranjena ženska, ki se boji biti ženska, je v moški energiji. Zato se ji tvori preveč moškega hormona, testosterona. In kako se to potem odraža? Dobro, nihanje razpoloženja je lahko povezano s pomanjkanjem B-vitamina ali pa s prevelikim stresom in zaradi tega manjka B-vitamina v telesu, lahko manjka A-vitamina, lahko manjka E-vitamina, ampak predvsem to je prvi pokazatelj, da se v ženskem telesu tvori preveč moškega hormona testosterona. Potem ženski se zniža glas, postane bolj možača. Pač ta mehkoba zgine iz ženskega glasu, ta nežen ton, pač to je nekaj, kar je tako bolj udarna postane ženska, ki je v moški energiji. Potem se ji pojavijo težave s kožo, pojavijo se ji akne, predvsem na bradi. Ta predel tukaj dol kaže na slabše delovanje jajčnikov in kaže tudi na to, da se ji tvori premalo estrogena. Potem redčenje las, prekomerna poraščenost, prav po obrazu, na bradi začnejo poganjati dlake, potem lahko na prsih zrastejo dlake, hrbtu in drugih delih telesa, se pravi, dlake začnejo rasti tam, kjer načeloma ženskam ne rastejo, kjer ženske nismo poraščene. Potem neredne menstruacije, brez ovulacije, povečan klitoris, povečana mišična masa, zmanjšanje prsi in zmanjšana spolna sla. V osnovi pač malo postane razštelana na vseh koncih. In kaj zdaj to pomeni? Kaj bi bilo treba narediti, da ženska, ki opazi, da se ji vse to dogaja, da se spravi nazaj v žensko energijo? Prva zadeva, kar je najbolj enostavno izmed vsega, začnite se oblačiti kot ženske. Dajte gor kakšno tuniko, dajte gor mogoče kakšno obleko, mogoče kakšno ogrlico, nekaj bolj ženstvenega. Vem, da tiste, ki ste bolj v moški energiji, rečete, mene vse moti, jaz tega ne morem imeti na sebi. Ja, normalno, ker pač mogoče imaš pa podzavestni program, moram biti kot moški. No in tiste, ki boste vzeli v roke knjigo, ko imajo moški hormoni žur, se pravi, če imate te znake, kar sem vam zdaj povedala, je čas, da se lotite svoje podzavesti. Recimo, vaši podzavestni programi so lahko, preden bom šla na to, so lahko povezani s tem, da so pričakovali pri vas doma fantka in rodila se je punčka. In na nezavedni ravni, veste, to razočaranje staršev, enega od staršev, kar niste pač moškega spola, na nezavedni ravni, se pravi na podzavestni ravni, povzroča, da se vam tvorijo pač preveč teh moških hormonov. Potem hormonov, ne horonov. No, potem pa ena ženska je bila pri meni na svetovanju, tako dela kot športni trener, cela je v mišicah, zelo prijetna ženska, pač cela za akcijo. No, in tisto, kar sem videla na svetovanju, je bilo, da v zadnjem življenju je ona izgubila svojega moškega v vojni. In takrat si je dala za obljubo, da bo vedno dovolj močna, da bo rešila svojega moškega. In v glavnem, moram rešiti svojega moškega. Strah me je, da bom izgubila svojega moškega. Biti ženska preveč boli. Za vse moram poskrbeti sama. No, to je slovenska, ne? Za vse sem sama. Noben nič ne naredi.
Pač, a ne? Eno je, da prosimo za pomoč, drugo pa je, da igramo žrtev, a ne? In če je vaša mama igrala žrtev, verjetno jo igrate tudi vi. Pač to so vloge, ki jih preigravamo. In če vam je šlo to na živce, da vaša mama je zmerom tarnala, kako za vse je sama, kako noben nič ne naredi, kako pač ta moram biti žrtev, po vsej verjetnosti je to tudi vaš program. No, zdaj pa še eno stvar. Ne, vsi smo odraščali v družinah, kjer so bili starši ranjeni in logično ranjeni starši vzgajajo ranjene otroke. In mi ranjeni starši spet naprej vzgajamo ranjene otroke. To pomeni, da mi kot starši, oziroma da mi najprej preverimo pri sebi, recimo, če vaša mama imela neko tiho agresijo do moškega sveta ali pa do svojega moža, do vašega očeta, ali pa če je imela tiho zamero na splošno do moških, je verjetno možno, da imate ta isti program tudi vi. Se pravi, zdaj pa kako se lotite tega. Prva zadeva, se pravi, date kaj ženstvenega gor. Druga zadeva, vzamete knjigo tole, ko imajo moški hormoni žur in začnete čistiti podzavest. In ta tretja zadeva je pa pomembno, da razumete, da hrana nahrani naše hormone in da druga zadeva, da tudi določena dejanja povzročajo, da se nam tvorijo ženskam več teh ženskih hormonov estrogena in progesterona. Pojmo najprej na hrano. Se pravi, ko se začnejo ugašati spolni hormoni, se pravi estrogen pa progesteron, ker pač nismo več v rodni dobi, ker jajčniki ni potrebno, da proizvajajo te hormone, ker pač ne bomo več rodile. Se pravi, ko se začne ugašanje teh hormonov, pomeni, da še vedno naše telo želi proizvajati estrogen, ampak se ne proizvaja več v jajčnikih, ampak se proizvaja iz enega drugega hormona in to je hormon DHEA. Se pravi, se moramo vprašati, kaj rabim pojesti zvečer, da moje telo lahko tvori po noči hormon za obnovo, ta hormon DHEA. In vam povem, ena stvar, kar sigurno deluje, vzemite zvečer omega-3, 1 gram omega-3, 1 gram C vitamina. Pač tako enostavno. In seveda zvečer ne smete jesti sladkarij, sladoleda, kruha, se pravi vse, kar ima visok glikemični indeks, blokira vaše hormone. Enostavno ne morete proizvajati potem tisto noč hormonov in še to, če se zvečer skregate s svojim partnerjem ali pa če gledate zadnja poročila, kjer razlagajo, kaj vse se je slabega zgodilo po svetu, verjetno boste pri velikem stresu in zaradi stresa se spet ne morejo tvoriti te hormoni za obnovo. Se pravi, zvečer jeste beljakovine in zelenjavo, no, to bo zdaj pisalo točno v ta novi knjigi, kjer bo, a veste, kdaj izide? Danes sem dobila končno datum, 15.4. dobim iz tiskarne knjige, malo zamujajo, 10 dni, in potem vam jih pošljem. To pomeni, do velike noči dobite vsi tisti, ki ste oddali prednaročilo, dobite ta novo knjigo, se pravi Minkina kuhinja za hormonsko ravnovesje in dolgoživost. No in notri imate točno to napisan, kaj je za večerjo, kako kombinirati hrano. Tisto, kar je pa še pomembno, vzamete 1 gram omega-3 zvečer, povezavo vam bom dala spodaj in koda za 10% popust je zdravje, tako da jaz to delam, veste, in zvečer vzamete 1 gram C vitamina. No in potem se tvori hormon DHEA, iz katerega se potem tvori estrogen. Estrogen vpliva na to, da ste pač avtomatično bolj ženstvene, da zginejo vse tiste dlake in tako naprej. In predvsem tale hormon DHEA poskrbi, da se stopijo šlavki okrog vašega trebuha. Se pravi, hormon DHEA topi maščobo okrog trebuha. To ste verjetno že kje pobrali ali pa slišali. Menopavzni obroči. Niso menopavzni obroči, verjemite me, da ne. To so stresni obroči. Stres povzroča, da se redimo na predel trebuha in lahko je podzavestni stres povezan z strahom, lahko strah pred izgubo. Veste, kaj mi zdaj na pamet pade?
Recimo, da en od vaših staršev zboli in vi pridete ravno v predmenopavzno obdobje ali pa že v meno. In se vam takrat sproži strah, strah me je, da bom ostala sama, strah, da bom mogoče sirota, da bom ostala brez družine. Pač to so veliki strahovi. In če to predelujete v vašem življenju, bi bilo pametno, da to prej počistite, preden pride do tega, pač kar slej ko prej bodo starši pač šli na drugo stran Mavrice, a ne? Pač to so dejstva. No, zdaj pa poglejmo naprej. Kaj pa lahko naprej še naredite, da se tvorijo vaši hormončki? Ko skrbite za domače ljubljenčke, za otroke, ko greste na sprehod, recimo s partnerjem in vas posluša, ko nakupujete sproščeno, nakupujete za družino in veste, da boste na ta način osrečali svoje drage, ko pomagate drugim ljudem in s tem izžarevate svojo sočutno naravo, ko naredite nekaj lepega za sebe, ko si privoščite recimo kopel in v njej uživate in veste, da zaradi tega se boste boljš počutili v svojem telesu. In potem zdaj poglejmo naprej, da se pa poveča progesteron, se pravi, da ga povečamo takrat, ko zdravo jemo, ko se nečesa novega učimo, ko preberemo knjigo, ki si jo želimo prebrati, ali pa recimo, ko preizkusimo nek nov recept, ki vemo, da bo posladkoval naše brbončice, ali pa pogledamo nek film, ki vpliva na to, da se počutimo boljš. Veste, kjer film sem gledala? Zdaj je na Netflixu, je Life List, nekaj takega. V glavnem zgodba, ko mama umre in njena hčerka pristane čisto v napačnih odnosih, službi in tako naprej, in ji je dala nalogo, da v enem letu izpolne nekaj tistih njenih pubertetnih želja, ko je napisala, kaj vse bo dosegla v življenju. Odličen film, ampak res odličen film. In jaz uživam v tem, da, ne vem, se usedem in pogledam kakšen dober film. Imam ene par jih na seznamu, recimo Bridget Jones, ta zadnji del, ja, enkrat bom šla v kino, pa ga bom šla pogledat, če ne že prej na televiziji, ampak v vsakem primeru dobre filme in ko ob tem uživaš, potem meditacija, vrtnarjenje, skrb za rože, zaradi tega, ker te to osrečuje, hoja v naravi, poslušanje glasbe, zvočna kopel, ples, ukvarjanje s konjički, ki ti večajo občutek izpolnitve in radosti. In zdaj, če nekako potegnemo rdečo nit, kaj je rdeča nit? Občutek radosti, zadovoljstva. Se pravi, takrat, ko delaš stvari, ki jih ne maraš, a ne, recimo, ti gre na živce, da pač pomivaš vsako soboto. Mogoče bi bilo bolj pametno, da nekoga plačaš ali pa mogoče razporediš delo. Zdaj, druga stvar pa je, če pospravljaš hišo, zato ker rada živiš v urejenem okolju. A ne? Isto delaš, ampak tvoj predznak je pomemben. Tisto, kar delaš, ti mora večati ta občutek zadovoljstva. In potem se tvorijo ti ženski hormoni in ženski hormoni poskrbijo za to, da si zmeraj bolj v svojem centru, da se dobro počutiš in da si res ti. No, in zdaj poglej. To obdobje modre ženske, kakorkoli, vsaka ženska pride v predmenopavzno obdobje in potem v meno, in mnoge ženske že pridejo to predmenopavzno obdobje že okrog 40. leta. In največkrat lahko povežete ta začetek tega obdobja z nekim hudim stresom. Se pravi, se nekaj zgodi, ali v družini, ali nekdo zboli, ali nekdo umre, ali je ločitev, ali izgubite službo, ali je porušena varnost. Se pravi, najbolj ti ključni strahovi ali pa, ko se ti zrušijo temelji, takrat se naenkrat zgodi nekaj, ta stres te izključi. Se pravi, zdaj ni čas za reprodukcijo. In potem, ko prideš v to menopavzno obdobje, če sama nič ne poskrbiš, začne stanjem tvojega telesa iti navzdol. In eno stvar, v kar sem jaz prepričana, to obdobje modre ženske ne pomeni,
ker včasih so rekli, pa ne vem, mogoče še kje rečejo, ženska, ki je siva, je stara baba, moški, ki je siv, je pa šarmanten. Halo? Ženske prihajamo v obdobje modre ženske in ta modra ženska je povezana s tem, da potegneš vso modrost, ki jo imaš v sebi in ja, zato je treba pač kakšno stvar narediti. Igrati po istih notah, po katerih je tvoja mama igrala, to pomeni, da boš pristala na enaki bolezni, kjer je tvoja mama ali pa kjer je bila tvoja mama. Se pravi, če ti želiš drugačno melodijo v tvojem življenju, se boš mogla naučiti neko drugo melodijo. In ja, zato so pa knjige, zato so pa karte. A gremo na kakšno pozitivno sporočilo? Prehod v novo dobo. Ta prehod v novo dobo. Zadnjič smo imeli predavanje v soboto. V glavnem in je ena gospa rekla, kaj pomeni ta prehod v novo dobo. Je rekla, jaz imam občutek, da se je vsem zmešal. Ja, a veste kako je? Kot peščena ura. Zdaj smo tam noter. Tam, kjer je najožji kanal. Zdajle, če niste do zdaj nič naredili, vas zdajle na polno premetava. Ja, zato, ker gremo na drugo stran. In ta na drugo stran, dajmo pogledati, kam gremo. Očiščenje. Ti, ki tole poslušaš, očiščena si teže preteklosti. Prav ne rabiš več tega. Čas je za ljubezen, tudi za dušnega partnerja v tvojem življenju. Čas je za novo energijo v tvojem življenju. Čas je, da nekomu odpustiš. Komu še nisi odpustila? Mogoče sebi? Mogoče si kaj takega naredila v življenju, kar ni moč odpustiti? Mogoče bi bil čas, da kaj spustiš. Dajmo pogledati. In čas je za ljubeče sprejemanje sebe in drugih. To je ženska energija. Ljubeče sprejemanje sebe in drugih. Vsak dela najboljše, kar zmore. In seveda vsak od nas dela tudi na podlagi svojih ran. Tudi, predvsem iz svojih ran delamo. Sploh takrat, ko nekoga ranimo. Ker glejte, nekoga, ki je pičila kača, se boji že zvite vrvi. Seveda, ker je doživel nek grozen strah. Nekoga, ki je napadel medved, bo verjetno s težavo šel v gozd, ker se boji medvedov. No, glejte, če takrat, ko rastejo borovnice, strašijo, da medvedi hodijo okrog, verjemite mi, da preganjajo vsiljivce. Da takrat sigurno ni to povezan z medvedom. In Nadangel Auriel. Čas je, da ves tvoj čustveni strup zapusti tvoje telo. Pač, v tem, če te zdajle res vrtinči, je res čas, da tvoj čustveni strup zapusti tvoje telo in da greš na drugo stran. Pač čas je za prehod v novo dobo. A pogledamo še nekaj teh kart. Da vidimo, jaz imam rada tele karte, pač obožujem karte. Ker verjamem, da stvarstvo na nek način komunicira tudi preko kart, preko sporočil, da izmed vseh teh kart dobiš točno pravo sporočilo. Tisto, kar rabiš tisti trenutek slišati, ozavestiti. In vam povem, da sploh karte prehodu na novo dobo so tako žive, ampak tako žive, da nekaj gre čez grleno čakro preko izražanja, tako žive, da dejansko, če vprašaš stvarstvo, kaj je ta trenutek zame pomembno, ali pa v določeni situaciji dobiš točno pravo sporočilo. Tako neverjetno je. Pred tabo se odpira 1000 možnosti. Čas je, da poletiš. In imej pogum, zato ker ta pogum, pogled, tale slikca, rožica, ki zraste med kamni. Se pravi, imej pogum, da zacvetiš, da pokažeš, kdo si v resnici in zaupaj. Zaupaj v to, da stvarstvo te bo podprlo, ko se boš ti odločila, kaj je res zate pomembno. Se pravi, da greš v to nežno, žensko energijo, da plešeš svoj ples, da uživaš v življenju. Takrat te bo stvarstvo podprlo. To je ta nova melodija, ki ste se odločila, da jo boš pač se naučila igrati. In življenje se bo odzvalo na to tvojo melodijo. Pusti nadzor. Koga moraš nadzorovati? Zdaj gre skozi mene otroke.
Zakaj že? Zato, ker so tebe kontrolirali, zato, ker so tebe govorili, kako bi mogla, zakaj ne bi, uč se, bod pridna, hodi v šolo, zato da boš dobila varno službo. Čak, zakaj že? Kdo pa rekel, da rabiš varno službo? Mogoče pa rabiš ustvarjati. Mogoče ima pa Bog zate poseben načrt. Mogoče pa ni to tvoja pot. Kaj so tebe govorili tvoji starši? Daj, če ne moreš pustiti nadzora, mogoče govori tvoj oče, ki ti je hotel kaznovati, če nisi bila dovolj pridna. Imaš mogoče še program pridne punčke, da moraš biti pridna punčka, pa obogati vse okrog sebe, kva bojo pa rekli ljudje. Pač, ne, spusti. In, kdo v tvojem življenju igra politiko? Mogoče si ti ta, ki igraš svojo politiko. In bi bilo mogoče čas, da se zazreš v sebe in kje si dvolična. Kdo je dvoličen do tebe? Kaj ti občutiš? Kaj pač neka dvolična energija? Lep obraz, zadaj pa lahko so to upravljive ženske, zahrbtne ženske, energija kače. Lahko si ti sama sebi, ta najhujša kača, ki sama sebe dušiš, lahko te nekdo drug duši. Zanimivo, kakšne karte prihajajo ven. Izžetost. Nekaj te vodi skozi to, da ne moreš več, je toliko preveč vsega, ne moreš več, da se vlečeš kot glista skozi življenje. Pač, kaj je že? No, dajmo pogledati. No, zdaj pa pogled to. Zavedanje. To si zadaj noter. Nekaj boš mogla pač spustiti. Tako je kača, ki se levi, ki spusti. Nekaj pač, tako kot da bi stopila iz omare ven. Tako kot da bi odprla vrata pa zadihala. Ali pa tako kot bi odprla vrata hiše in prezračila prostor. Pač gre se za to, da se začne zavedati, kdo si ti kot duša. In čas je za žurko. Ja, kaj nagajivga, kaj fajnga, skočiti v kakšno lužo, narediti nekaj, kar nikdar od tebe niso pričakovali. Pa če si bila zmerno tako resna, ne, verjetno nihče ni v tem, ne pričakuje od tebe, da boš nekaj igrivega naredila, ampak je čas, ker s tem boš aktivirala svoje ženske hormone in boš videla, kako se boš prebudila. In silovit napredek, kot puščica, enostavno, izstrelila se boš. To ne pomeni, da moraš zapustiti vse okrog sebe, ampak da boš postala ti. Da boš postala ti taka, kot si, vse vnoter. Ti kot duša. Glejte, noben otrok se ni rodil zafrustriran. Otroci imajo žive učke. Otroci raziskujejo svet, se veselijo, občudujejo. In potem nekje vmes na tej poti umremo. Postanemo resni. Odrasli. Sistem nas enostavno povozi. Pač vrnemo se v to ustvarjalno energijo zato, da lahko dodate skozi to ustvarjalno energijo nekaj svetu, ki je začeti pri sebi. Kako boš svetu dodajala, če sem ne znaš dodati? Kako boš družini dodajala, če sem ne znaš dodati? Začni dodajati sebi. In ja, leto, čas je za celovitost. Yin in yang, tukaj je kača, ki požira svoj rep, se pravi, čas je za nov cikl, konc je ciklanja in nedolžnost. Čas nedolžne energije. Ja, no v glavnem, karte ti govorijo, spust strup, postan ti, sleč okove in postan igriva duša. To ne pomeni, da boš pustila službo, da se boš ločila, ampak da boš samo postala to, kar ti si v sebi. Ta igriva energija in dovolj, da ta energija teče skozi tebe in potem ne boš imela ne hormonskih težav, ne prekomerno težo, nobenih težav, niti zdravjem, boš v popolnem zdravju in se boš res dobro počutila in s tem boš lahko dodajala svetu vrednost, ti modra ženska. To je to. To sem želela danes tamo deliti in ko bom imela nov navdih, posnamem nov video. Tako da uživajte, vse dobro in ja, tako kot vedno rečem, začnite pri sebi, imejte se radi. Za začetek je dovolj, da se samo zvečer objamete, pa sami sebi rečete, ej beba,
rada te imam. Samo to, ne rabiš potrditve od drugih, ker če sebi ne moreš dati ljubezni, kako lahko pričakuješ, da ti jo bojo drugi dan. Tako da, vse dobro, uživaj.